Lepo pozdravljeni, moje ime je Blaž Koritnik, sem nevrolog v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Z mano je Nike. Nike ima bolezen Friedreichova ataksija. To je ena od redkih bolezni in danes se bomo pogovarjali o tej bolezni, skušali bomo osvetliti to bolezen tudi bolj z osebnega vidika. Radi bi slišali tvojo zgodbo, pa mogoče naj jo še kam pripelje ta pogovor. Nike, a nam najprej malo poveš o sebi, se nam lahko predstaviš? Jaz bi v bistvu rekla, da sem dosti navadno dekle. Stara sem 26 let. Rojena sem bila v Kranju, zdaj živim v Ljubljani. Hodila sem v osnovno šolo v Kranju, v gimnazijo, potem sem prišla študirati biologijo v Ljubljano. Skozi življenje, bom rekla tako, simptomi bolezni so se mi pokazali od 15 leta naprej. Prej sem bila pa vse toliko, kar sem se jaz zavedala, sem bila zame čisto zdrava. To je za začetek. Hvala. Ja. Mogoče se še jaz predstavim, midva se drugače ne poznava, sva se danes prvič srečala, čeprav sodelujeva na hodnikih nevrološke klinike. Yes. Jaz sem Blaž, jaz sem nevrolog, jaz sem pa medicino študiral. Vem, sem šla zbrati včeraj na Google, tako da vem vse. V redu, ampak lahko vsem kaj povem. Prosim. Ukvarjam se zelo veliko predvsem z živčno-mišičnimi boleznimi. To je ena velika skupina bolezni, kjer so težave na področju delovanja mišic in živcev. Delam na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo in velika večina bolezni, s katerimi se ukvarjamo, spada pod redke bolezni. To so tiste bolezni, ki pravzaprav vsaka posebej je redka, ampak ko pa pogledamo, kako veliko število takšnih redkih bolezni pa ostaja vse skupaj, pa potem vseeno pridemo do tega, da je zelo veliko ljudi, ki takšne bolezni imajo. 100 milijon zgodb. Ja. In zato se mi zdi tudi zelo pomembno, da ko se pogovarjamo o takšnih boleznih, da pred sabo vidimo ljudi, ki s takšnimi boleznimi živijo in da slišimo njihove zgodbe, ker se na nek način vsi potem malo več naučimo o tem. In pa seveda se zavedamo, da te bolezni niso samo neki simptomi, ki so napisani v knjigah, ampak da so to težave, ki jih imajo ljudje v naši okolici. In je prav, da tudi mi kot družba to zelo dobro prepoznamo, spoštujemo in se seveda tudi si trudimo, da omogočimo tistim, ki takšne bolezni imate, čim bolj kvalitetno življenje. Kako ti vidiš svojo redko bolezen? Je to nekaj, kar te je presenetilo, ko si se prvič srečala z njo? Diagnosticirana sem bila pri 12, tako da, ampak v bistvu čist slučajno, zelo sem zbolela, imela tipično pljučnico in v bistvu nisem mogla zdravnika čisto ugotoviti, kaj je, zakaj sem tako utrujena, kaj se dogaja. Skratka, telo mi je govoril, da nekaj ne štima, nekaj ni okej. Potem sem šla pa psihologu in ona je v bistvu videla, da malo počasneje piše, da me malo zanaša. Ona me je poslala k nevrologu in je kar iz prve rekla, to je ataksija. Tako da, kolikor se jaz spomnim, je bilo to potem testirano, potrjeno, šok. Mislim, da je bil šok bolj z mojo mami. Jaz sem bila takrat še otrok, 12 let. Jaz sem takrat, meni je bilo pomembno, da imam prijatelje, da imam družbo, da spadam noter. Neka nalepka, ki si jo dobila, ti pravzaprav ni povzročila neke velike stiske? Ne, v bistvu mi ni. Zato, ker nisem čutila. Zdaj sem govorila, pa to imaš, jaz ne čutim tega. Ja, to si ti, takšna si, na ta način. Tako, tako. Z naše strani je pravzaprav tudi ta uvodni korak kar kompliciran. Ti si rekla, da so sicer kar hitro ugotovili, kaj ti je in tudi prišli do diagnoze, ampak tako, kot si ti lepo opisala, da si bila utrujena, da si čutila, da nekaj ni v redu, to je pravzaprav tudi ta prvi korak,
s katerim se mi, zdravniki, srečamo, pediatri, nevrologi za odrasle, kjer pravzaprav tudi na začetku ne vemo čisto dobro, kaj se dogaja. Ravno tako mogoče začutimo, da je nekaj se spremenilo, da nekaj ni tako, kot bi pričakovali. Ne, pa se meni je telo povedal. Saj sem trenirala nogomet 6 let, 2-krat na teden in mene je zmeraj odpekal. Pa so bili moji starši, ja, to nimaš kondicije. Ne vem, če je to lih. Se je iskalo neke razloge. Ja, se je iskalo neke druge razloge. V resnici pa telo že takoj mehkega povedal, ne. Tole te malo, tle imaš malo probleme, pa zdaj, ko gledam nazaj kakšne posnetke, ko sem trenirala, sem tudi ritmično gimnastiko in se spomnim zdaj za nazaj, v bistvu je to zdaj prišlo, ko se spomnim za nazaj, da mi je bilo zmeraj težko jeti po ravni črti. Sem tako, zakaj je to tako, sem lahko, ne? Zdaj sem naredila, ampak mi je bilo zmeraj težko. Tako da so bili taki subtilni znaki. Da verjetno se je nekaj dogajalo po malem že precej dolgo prej. Ja. Za večino redkih bolezni, seveda, bolj je pogosta težava, prej ugotovimo, kaj se dogaja. Če so bolezni redke, potem je tudi za zdravnike težko pomisliti na prav neko specifično bolezen in ponavadi tudi dlje časa traja. In tipično lahko traja tudi nekaj let, da pridemo do neke jasne diagnoze, odgovora. Ti se spomniš, kdaj so tebi diagnozo povedali, ti je ostal v spominu ta trenutek? Ali... Meni jo je povedal mami. To je izgledalo tako, da v bistvu so na UKC-ju zgubili moje rezultate. Ja, to ni nič nenavadnega. Nisi prva, se bojim. Ja. No, in moja mama klicala, ne, kaj se zdaj dogaja, in so rekli, ja, pozitivno je. Tako da v bistvu smo zvedeli po telefonu. No. Tako da je bilo za mamo najbrž težko. Jaz, ja, sigurno, šok. Sigurno. Meni je bilo tako, se pravim, nisem še čutila, da bi bilo kaj. Kako je bilo pa, ko si sploh stopila čez prag bolnišnice? Ti prej najbrž nisi bila navajena na to, da... Jaz sem bila skozi bolna. A si bila, tako da si bila na domačem terenu že. Ne, se pravim, da meni je kazalo telo skozi, da je nekaj narobe. Imela sem tudi psihične probleme, imam predvsem nestabilno družino in sem imela želodčne težave, pa ulne težave, tako da bi prav za taksijo posebej ne. Da se ne spomnim, da bi bilo zdaj nek moment, da bi bila tako, oh my god, zdaj sem pa bolna. Da kar naenkrat bi se neka prelomnica bila, ni bilo tako direktno. Ne, to ne, je bilo pa še kar je. Je pa to na vsake dolg cajta. Ko se nekaj poslabša, vsakeč malo dol padam. Razumem, ja. Depresijo tudi, ampak manjkle dobre prijatelje, ki me poznajo že cel life. In me gor držijo. Jaz lahko rečem, da z naše strani, mislim, z zdravniške strani se zdi ta trenutek zelo pomemben, ko zares sporočiš diagnozo, ker v končni fazi prideš do nekega momenta, ko daš vse neke rezultate, preglede na kup in je treba reči, kaj to je, pa kaj ni. Ne? Izkaže se, da v bistvu je pomembno, da smo iskreni in pošteni in da če mislimo, da nekaj je, potem to tudi povemo, ne? Tako da skušamo biti direktni. Po drugi strani je pa seveda potrebno z nekim občutkom se o takšnih stvarih pogovarjati. Ne? In tako kot si lepo povedala, je mogoče to sprejemanje diagnoze ni dogodek, da naenkrat nekaj izveš, ampak da je recimo nekaj postopnega. Ne? Da pravzaprav tudi, če neko ime za neko bolezen slišiš, da to ne pomeni zdaj kar, da od tam naprej bo pa vse drugače, ampak da gre pravzaprav za neko spoprijemanje z nečim, kar je proces. Ne, zelo pomembno je, jaz mi zdi, tako da veš, s čim se bojuješ. Kako se bojuješ, je potem tvoj pristop, tvoj način, ampak... Ja, neko, da veš, ki si. Imaš občutek, da se bojuješ, ali imaš občutek, da živiš z boleznijo, da si jo sprejela? To je zanimivo, ne, ko si rekla, da se bojuješ. To je težko vprašanje. Ne, jaz ne bi rekla, da sem...
če bi jo sprejela, pa bi lahko vrgla vse v zrak, Okej. rekla, nič ne moram narediti. Ampak ne želim tega, vem, da jo imam, vem, katere so moje ovire, ampak iščem, kako bom prišla čez to, iščem druge poti. Okay, tega ne morem, bom pač nekaj drugega. Iščeš neke prilagoditve, rešitve. Tako. Kaj, se mi zdi, da je 100 načinov, kako lahko nekaj narediš. In noben mi zares, mislim, lahko mi rečejo, ne, to je prav, to je narobe, ampak jaz v svoji glavi si bom rekla, lahko ali ne moram. Kako vidiš pa pri tem podporo zdravstvenega sistema? Zdaj si lahko iskrena, se ti zdi, da ti je v pomoč, ali se ti zdi, da je to nepotrebna ovira? Ne. Sploh ne. To definitivno ne. Jaz sem bila prej na otroški, ne, in sem bila pri doktor Bavarju in on je res v redu, tako tudi zelo se je poglobil v to, če sem imela kakšno vprašanje, je prebral in tako, in to je meni ful pomenilo. Zdaj, ko sem na adultni, je pač malo drugače. Ni tega, jaz razumem, da so zdravniki preobremenjeni in da ni časa. Majčkeno se počutim kot številka, ampak kar sem rekla, kaj bom jaz naredila za svoje telo, kaj bom jaz naredila zase čist na meni, na nobenem zdravniku. Tako da, koliko se jaz poglobim, kaj delam, koliko poslušam o bolezni, je absolutno na meni. Da na nek način sprejmeš to svojo odgovornost do tega. Absolutno. Ta prehod je v bistvu vedno precej problematična stvar. S tem se ne samo pri nas v Sloveniji, po celem svetu srečujejo kot z nekim procesom, ki je vedno malo težaven. Ne? Dokler so tisti, ki imajo bolezen, otroci, se nekako vseeno razume, da vsi okoli njih skrbijo za njih, da njim ni treba nič. To je mogoče narobe. Ja, in potem prideš do tega momenta, ko naenkrat dobiš napotnico, pa se moraš sama naročiti na pregled, pa ti rečejo, tjale pejt, pa takrat moraš biti tam, pa tako naprej. To je moje vsem težko, ali si baban ali pa nisi. Se moraš tudi z zdravnika svihtati. In tudi, kakorkoli se mi trudimo, tudi vidimo, da to ni nekaj tazga, kar lahko zlahka uredimo, da bi bilo prijetno za vse, ki potrebujete, da tako rečem, naše storitve. Pač je v življenju. So neprijetne stvari, ki se jih moraš pač lotiti. Drugače pa se mi zdi, da lahko rečem tako, da smo vsi v istem čovnu, ne? Tako kot si rekla, da poskušaš poiskati načine, da boljš funkcioniraš in tako naprej. To je pravzaprav tudi naša naloga. Ne? Veliko teh redkih bolezni je zaenkrat takšnih, da nimamo recimo nekih učinkovitih zdravljenj, da bi lahko te bolezni ustavili, izboljšali. Tako. Čeprav se tudi v tej smeri veliko dogaja, raziskave, študirala biologijo, tako da si pravzaprav z tega področja, ne, da te raziskave so zanimive in bodo prinesle neke spremembe, ampak seveda do takrat pa to ne pomeni, da nič ne moramo narediti in tukaj pa vedno poskušamo poslušati človeka, poiskati zelo individualno, kje so tiste največje težave, kjer lahko mogoče tudi mi z našim načinom do neke mere pomagamo. Ne. Nekaj nam lahko malo poveš o tem, kakšna bolezen je Friedreichova ataksija? Kakšne težave si imela recimo na začetku, pa kakšne težave imaš zdaj? Začel se je pri 15 letih, sprav tako nek ne najbolj zgoden začetek, ne najbolj pozen začetek. Prvo je bilo definitivno izguba ravnotežja. To je bilo tisto, kar je bilo tudi zame najtežje. Ker nisem mogla nikamor nič gledati gor, tako sem gledala v tla, gledala, kaj se bom prijela. Pa ljudje so najprej opazili, so rekli, ta je pa že pijana sred belega dneva. Tako da izguba ravnotežja, potem nedober feeling v nogah. Nisem mogla dobro skočiti, veliko sem se spotikala. Pa je skozi čas sem razvila še malo skolioze. Zdaj, odkar sem pa na vozičku, pa v bistvu najbolj opazim mogoče govor, sluh, včasih tudi vid. Srce je tudi malo slabše, no, včasih me kar malo prištihne.
ampak nima pa sladkor. Ne. Tako da, tako da ja, take so moji znaki. No. Te težave, ki si jih opisala, zdravniki večkrat vidimo v ambulanti, tako pri otrocih, kot tudi kasneje pri odraslih. Ataksija sama po sebi beseda pomeni nekoordiniranost gibov. In kadar srečamo nekoga v ambulanti, ki ima takšne težave, potem seveda pomislimo na vrsto različnih bolezni, ki se lahko tako kaže. Friedreichova ataksija je ena redka bolezen, ki je lahko vzrok takšnih težav, ampak obstaja seveda še kup drugih bolezni. Za vse je značilno, da pač na nek način prizadenejo tiste dele živčevja, ki uravnavajo gibanje. To so predvsem mali možgani, to so povezave iz možganov v hrbtenjačo in v živce. In takrat se potem seveda soočimo s tem, da je potrebno poiskati z različnimi preiskavami, kaj konkretno se dogaja in kaj je narobe. Verjetno si tudi ti takrat imela takšne preiskave, kot je EMG, ko se meri, kako živci delajo, različna slikanja. Veš, o čem govorim? Ja, to je bilo boleče. Ja, to nažalost ene preiskave so malo tudi neprijetne, ampak vse to uporabljamo za to, da pridemo do nekega dokončnega odgovora. Zdaj, za Friedreichovo ataksijo, ker vemo, da je genetskega izvora in so že pred približno 30 leti ugotovili, kateri gen je okvarjen, da pripelje do te bolezni. Imamo sploh v zadnjih letih zelo učinkovite in natančne preiskave genetike. To pomeni, da se pošlje vzorček krvi. In v zadnjih letih je to verjetno pri takšnih težavah, sploh pri mlajših ljudeh, celo tista prva preiskava, ki jo naredimo, tako da človeka, ki ima podobne težave, pošljemo tudi na genetski pregled. Najpogosteje pa to gre na ta način, da se napoti bolnika tja, kjer se najbolj ukvarjamo z takšnimi težavami. To je nevrološka ambulanta, prav ambulanta. Tudi otroke. Tudi otroke, za otroke skrbijo nevrologi, pediatri, starejše pa potem mi prevzamemo in potem mi ponavadi izberemo vse tiste preiskave, ki pridejo v poštev. Tako da se velikokrat pogovarjamo tudi z kolegi, da nam pošljejo ljudi, ki imajo takšne težave, da potem mi podrobno raziščemo, kaj se dogaja. Povedala si mi, kakšne imaš težave. Kako je pa se pravi, kjer stvari mogoče malo težje počneš, pa tako, ampak a pa vseeno pa tudi kaj počneš zanimivega v življenju? Veliko, ne? Se zato sem tako vprašal, ker vem. Ne? Povej nam še malo o tem, ti ta bolezen zares preprečuje, da bi počela stvari, ki jih rada počneš? Nekatere. Sigurno bi več, prihajam iz Kranja, se pravi Gorenjska, mi smo skozi hodili v hribe, tega ni več, ne. Ampak so šla pač vodo. Tako da zdaj se potapljam, to mi je super. Plešem na vozičku, jaham, delam fizioterapijo, športam, kdaj pa kdaj grem v fitness. Tako da, če bi, kar me zares omejuje, je sigurno smučanje, to pogrešam, kakšen tek, ne, ampak prav določene stvari so težavne in pač si našla druge stvari. Na splošno vse stvari, ki si jih naštela, jih je sigurno več kot stvari, ki jih jaz počnem v življenju. Tako da je to zelo optimistično in super slišati. Da ti, tudi če je taka bolezen, ne preprečuje bistveno, da bi lahko imela polno aktivno življenje. Ne? A veš, kako je? Sorry, jaz te kar tikam. Prav, ja. Tako je, če jaz ne bi imela pomoči pa ljudi, ki bi mi pomagali, pa je to ne bi šlo. Recimo, ne vem, smo se šli v Umag potapljati. Če jaz ne bi imela s sabo takih ljudi, ki razumejo, kakšne so moje potrebe, če ne bi imela dodatnih uteži, verjetno bi bilo res malo riskantno. No? Tako je pa so bili pripravljeni, in tako bomo ti omogočili to in potem se imamo super. Se pravi, okolica in družina, prijatelji so zelo pomembni pri taki bolezni, da ti dajo podporo.
Kako se ti pa zdi, če bi imela težave s tem, recimo, a bi drugače samostojno funkcioniraš, potrebuješ pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih, ali gre bolj za to? Tudi jaz imam drugačno asistenco, ampak je raven to sem jaz, mislim, da sem pri sebi nekako poštudirala. Tako je, vsaj pri meni je tako, ko jaz nekaj delam in ne delam več, bom pozabila, kako delati. In iz tega v ta namen probam čim več delati sama. Imam asistenco za stvari, ki že recimo vem, da ne bom zmogla, to je recimo zapenjanje uhančkov ali pa gumbov, take stvari, ki se res matram, pa mi ne bo ratalo. Probam recimo me še kuška pomočnika, čim več ga poznam sama ven, čim več ga probam sama hraniti, mu dati sama briketke, toliko, da saj porabim več časa, to je sigurno, ampak po drugi strani pa tudi spodbujam sam svoje telo, da ne pozabim nekega. Se mi zdi, da je to ful pomemben. Da skušaš ohraniti čim več samostojnosti, ob tem pa, da je dober občutek, da imaš nekoga, ki ti pomaga lahko. Tako. Kako se ti pa zdi, da je pri nas poskrbljeno za to? Imaš občutek, da naša družba dobro poskrbi za take stvari, kot je recimo asistenca, zmožnost vključevanja? Sigurno bi bile lahko izboljšave, ampak sem bila en teden v Turčiji, pa se ne bom nič pritoževala nad Slovenijo. Tisti, ki rabimo, imamo osebno asistenco, verjetno tudi kakšni, ki jo rabijo, nimajo, to je druga debata, ampak Moj občutek je, da ravno pri takšnih redkih boleznih se zelo dobro vidi, kako je družba, bom rekel, razvita, kako je pripravljena, kako je socialno okolje razvito. V bistvu neka človečnost naše družbe se kaže ravno pri takšnih vidikih, kot je na primer to, kaj lahko družba naredi za tiste, ki potrebujejo do neke mere neko pomoč. In pri nas jaz mislim, da tako kot si rekla, da najbrž so stvari, ki ne štimajo, ki bi bilo treba urediti, ampak nasplošno pa, da je pa tudi jaz se spadam v to skupino, ampak jaz imam toliko imam prijateljev, ki rabijo osebno asistenco in jim to omogoča življenje. Drugače vem, da bi bili samo doma. En moj najboljših prijateljev je Gal, ki ima mišično atrofijo in on rabi 24-urno asistenco. On, če tega ne bi imel, bi bil lahko sam doma. Pa kar pridemo prijatelji, da mu lahko pomagamo. Ta neka vzajemnost je zelo pomembna. Seveda, absolutno. Kako pa vpliva na to, kako funkcioniraš tvoj optimizem? Si optimist po naravi ali si bolj pesimist? Ne, jaz bi rekla, da sem pesimist. Da si pesimist? Ja, jaz bi rekla, da sem pesimist. Pa najdeš tudi kakšne optimistične trenutke in momente v sebi, ker deluješ zelo optimistično. Mislim, predvsem sem zelo jezna oseba. Veliko stvari mi je na živce, ampak tudi delam na tem. A vpliva na tvojo bolezen ta nek psihični vidik? Ja, 100%. Jaz tako mislim, da dobro, bolezen je pač bolezen, nekaj vem, da se nekaj je prognoza, kaj pa se bo zares zgodilo, je pa drugo. Se spomnim enkrat, da je bilo to koliko, 17 let sem mogla biti stara in pridem v Izolo, v rehabilitacijo, dom 2 Topala in pravi en fant, ki ima isto taksijo, ki bi že na vozu, je rekel, pa jaz sem tega če hodila, pa je rekel, ti pa tako zgledaš, kaj jaz, ki sem bil pri 17. Meni je dol padal, ne me primerjati. Ne me primerjati, ker tudi če bom na vozičku čez 10 let, definitivno ne bo pa v istem košu. Edin prav, zato ker v resnici je tako, da je vsak človek zgodba zase in tudi pri teh redkih bolezni ni tako, da bi vsi na enak način imeli težave, začne se drugače, poteka drugače, tako da to je edin pravilno, da tako razmišljaš. Ja. Kako gledaš na prihodnost? Se veseliš prihodnosti, te je strah? Imaš načrte? Strah sigurno.
strah je ena taka stvar, ki jo moram, veliko stvari me straši, tako da moram kar veliko na tem delati. Prihodnost. Jaz v bistvu bolj želim čim več izkušati. Nočem niti, ne da nočem, ne vem. Ne vem, kakšna je moja prihodnost. Ne da nočem o tem razmišljati, samo malo sem v nevednosti in se mi ne zdi zares smiselno, da bi razmišljala, kaj bo čez 10 let. Raj razmišljam, kaj bom pa danes, kaj bom pa jutri. Mogoče en teden max. Za naprej. Ne. Ampak tako, vem, da si ne želim komplicirati življenja, zato ker mislim, da je življenje že sam po sebi precej naporen. In tisto, kar bom doživela, želim priti z neko lahkodnostjo od tega. Prav, živiš v sedanjosti, Tako. tu pa tam pa človek tudi malo razmišlja Tako. o tem, kako in Tako. kaj. Imaš kakšne načrte za prihodnost glede svojega življenjske poti? Noč neki zasidranga, bi jaz rekla. Bolj na jadrnici, Ja, ki te bo tako. odpeljala. nekam, lepo. Katamaran. Ja, super. Ne, vem, kaj me čaka, vem, da bom mogla zrihtati stanovanje, vem, da imaš tega kužka, ki bo živel, upam, da saj še 7 let, da bo pri meni. Imam druge živali, imam kačo, ki živijo načeloma dlje kot ljudje, tako da vem, da bom mogla za njega Da poskrbeti. družba je zagotovljena. Tako. Ja, lepo je. Družba je zagotovljena. Ja, jaz lahko rečem, da sem za prihodnost kar optimist na tem področju, s katerim se ukvarjam, ker se mi zdi, da če pogledamo zdaj recimo zadnje desetletje, se zares kažejo neke spremembe, kar se tiče prepoznavanja, obravnave takih bolezni. Tako da verjamem, da prihodnost sem nam bo prinesla dobre stvari, se pravi tudi to, da se bo dalo bolj učinkovito takšne bolezni ustaviti, popraviti, izboljšati pa tako naprej. Tako da se mi zdi, da imaš lahko veliko prostora za optimizem. Ja, ne, pa sej ni tako, da sem pesimistična v tem pogledu, da bi zaustavljala. Ne, to ne bo, ampak bolj v tem smislu, da nekaj naredim, mogoče nisem najbolj zadovoljna, potem si dam, koliko pa bi lahko še to bolj naredila. Tako, v tem smislu sem Razumem. mislila. Imaš občutek, da lahko daš kaj ljudem tudi tako za svojo zgodbo? Se ti zdi, da je to neka zgodba, ki lahko tudi druge inspirira? Sprašujem zato, ker meni se zdi, da je tvoja zgodba takšna, da lahko neke vrste optimizem tudi pri Hvala. drugih dvigne. Ne? Mislim, da če res želiš nekaj spremeniti na sebi, da moraš do tega priti sam. Poslušati zgodbe, ki so pozitivne in super, jaz tudi, ampak to ne spremeni tvojega življenja. Nič. Če jaz to poslušam enega, ki govori o svojem polnem življenju, pa se zraven jokam na postli, Ne pomaga. ne, Ja. moraš sam narediti premik, moraš sam narediti korak. Jaz lahko rečem, da jaz zelo občudujem in spoštujem takšne življenjske zgodbe vseh teh ljudi, ki jih srečam recimo pri svojem delu, in da v bistvu na nek način me dvigujejo, čeprav bi si človek lahko predstavljal, da so lahko tudi žalostne zgodbe, ampak ravno ta moč, optimizem, energija se mi zdi, da nam vsem dajajo nekaj več. Zato se mi zdi super, da si danes bila Hvala. pripravljena se usesti in pogovoriti in da smo To je lepo slišali slišati. to tvojo zgodbo. Hvala. In se ti zahvaljujem za vse, kar si delila z nami. Ja, itak. Rade volje.